Prihajam iz ekološke kmetije iz Jarenine, Janez Torinek, in torej tukaj v Mariboru na ekološki tržnici smo že 21. leto. 20 let smo bili na glavnem trgu, zdaj, ki ga obnavljajo, smo se pa preselili sem na Vodnikov trg, na to ploščad. In seveda že v času osamosvajanja Slovenije smo ugotovili, da družinske kmetije bi morale imeti bodočnost. Torej takrat v času ministra Ostrca, on je to zelo poudarjal, in smo videli, ker imamo malo kmetijo, in smo rekli, drugega izhodišča ni, kot da se lotimo 3 P-jev, torej pridelave, predelave in pa prodaje. Seveda nam je pa ekologija bila že takrat blizu in potem smo imeli to srečo tukaj, da je dr. Bavčeva nas navdušila za ekološko kontrolo že leta 1998 in tako zdaj vsa leta ekološko kmetujemo, torej nekaj predelamo in pa tukaj prodajamo, direktno tržimo. Seveda, trendi v prodaji so se med tem spremenili, ko smo mi začenjali, pravzaprav še v trgovinah ni bilo ekoloških živil in prvi stik z osveščenimi kupci je bil pač na tržnicah. Medtem seveda se je dosti spremenilo, trgovine so veliko teh izdelkov nabavile, torej tudi v tujini, ker jih je v Sloveniji premalo, tako da zdaj mlajši, v glavnem pa tisti zaposleni, kupujejo v velikih centrih. Torej oni drugi, ki pa hočejo lokalno in pa direktno od kmeta, pa še pridejo na tržnico in tu se malo pogovorimo, nekateri so že postali celo naši prijatelji. Torej in vredno se je za tiste truditi, ki cenijo naše delo. Doma ne prodajamo več, smo pa, dokler nismo na tržnico hodili, smo pa doma vsako soboto prodajali, to je bilo takrat, ko še ni bilo tržnice, ne? In smo rekli tako, kmetija je odprta od sončnega vzhoda do sončnega zahoda. Takrat je bilo tako. Dobar dan, jaz sem Zinka Mec, prihajam iz ekološke kmetije Zupanič in Mec. Mi smo drugače doma v Pesnici, to je okolica Maribor. Ukvarjamo se z ekološko živinorejo, prodajamo tudi na ekološki tržnici, potem pa imamo različne dodatne stvari, kot so na primer sadja, njive, ampak naš glavni vir dohodka na tržnici je živinoreja in pravzaprav drobnica, pasma ali pa koze so to. In imamo te naše koze v glavnem mlečne in naredimo iz teh koz ali pa iz tega mleka sire, jogurte, skuto, mleko svežo tudi prodamo. In moram reči, sem zelo zadovoljna, sicer je to sezonsko, v času, ko so pa koze breje, imamo tudi kravje mleko, isto paleto, sir, mleko in tako naprej. In v glavnem je to naš vir. Že več kot 20 let smo tudi na ekološki tržnici in moram reči, sem zelo zadovoljna. To je naš vir dohodka, vsako leto, eno leto mogoče slabše, eno leto je boljše, ampak v glavnem 20 let že preživimo na ta način. Všeč mi je, na primer, da imaš stik z svojimi strankami, da pridejo ti stranke tudi pogledati, to mi je zelo všeč, da preverijo, da jim je mar, kaj jejo, kaj delajo, od kod pride. Tako da absolutno jaz se strinjam z domačo predelavo, zakaj bi človek mogel iti izven, če imamo zemljo, našo rodovitno, lepo slovensko zemljo, na kateri v glavnem lahko predelamo od zelenjave, sadje, živino, vse lahko predelamo tu in zakaj naj bi to izkoristili. Mi smo se pač nekaj časa odločevali, če bi šli v ekološko predelavo ali ne, prek
kolegov, znancev, ki so s tem ukvarjali že predhodno pred nami, ne, in smo se pol odločili, ker pač imamo manjšo kmetijo, manj površin, ne, in smo pač hoteli se preusmeriti za to, da bi na manjših površinah lahko predelali več zdrave hrane, kar tudi je zahtevno in ni zahtevno, več je pač ročnega dela. V glavnem smo zadovoljni s tem zdaj v vsakem primeru, da se da pridelati marsikaj. Tudi na enostaven način, pač nekaj si zastroji, pomagamo pa to. In tudi stranke so se na to zdaj zelo privadile, spoštujejo to zelenjavo našo, ne, in kar tudi vidimo zdaj v sami prodaji, v javne ustanove, kot so vrtci in šole, so zelo zadovoljni in kuharice, in učenci, in vsi, ne. Tako da smo tudi mi sami zadovoljni s prodajo. 4 hektarje imamo površin za zelenjavo. Potem pa še imamo tudi travnike, tudi neke druge njive, ki poljščine tudi predelujemo, ker imamo tudi govejo živino, ne, krave dojilje, na paši čez celo leto seveda, ne, pa tudi nekaj prašičev. Jaz plačam se zato, ker vemo, kako pridelamo, da je zemlja čista, brez pesticidov, raznih škropiv, in zemljo smo s tem tudi obogatili, ker vse ostaja v zemlji in se zemlja sama izboljšuje. To smo ugotovili po 5 letih, ker to ni tako hitro preobrat, ne. Zemlja rabi svoj čas, da dozori v tem razvoju. Ampak to se nam v vsakem primeru obrestuje pri sami končni prodaji. Posebnost miroljubnega kmetijstva so sledeče. Kmetujemo brez živalskih izločkov. Jaz sem se tudi odločil tekom več kot 20 let ekološkega kmetovanja, da bom kmetoval primarno samo za trajnimi rastlinami, tako imenovane trajnice, kot je na primer tu na mizi vidite lešnikova omaka, orehova omaka, čemaž, pa potem na primer zelišča, kot so rman, šipek, hmev je tudi trajnica. Hmev je prinesla, na primer, predvidevam, da je ptica prinesla, jaz ga nisem sadil. Šipek smo pa kupili, tako da imamo en lep breg, približno 80 arov za temi trajnicami. Pa bistvo miroljubnega kmetijstva je to, da ničesar, da tudi kateri se še ukvarjajo z poljedelstvom, da zemlja 1 leto počiva, 2 leti pa rodi, če gledamo kot poljedelstvo. Ampak jaz poljedelstvo opuščam, v glavnem s trajnicam kmetujem. Teh kmetij je na žalost zelo malo, po moji evidenci jih je približno 5-6. Ampak tekom spremembe miselnosti, tu je tudi šolstvo lahko kaj da, ni potrebno, da so to fakultete za kmetijstvo, so lahko kakršnekoli druge fakultete, tudi lahko v tej smeri naredijo kakšen korak, če hočejo. Po 25 letih razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji je tudi pri nas vse več znanj in izkušenj, tako pri kmetih, ekoloških pridelovalcih in predelovalcih, kot tudi na različnih inštitucijah, ker potekajo številne raziskave za potrebe ekološkega kmetijstva. Ena takih inštitucij je tudi Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, ker poteka že 15 let visokošolski strokovni študijski program ekološko kmetijstvo, ki ponuja tudi nove usmeritve za razvoj kmetijstva v prihodnje.